Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes se vam javljam v živo in sicer s povabilom za vse tiste, ki vas zanima drugačno leto 2023, kot je bilo leto 2022. In za vse tiste, ki razmišljate, da bo treba nekaj drugače narediti, nekaj spremeniti in vidite, da se vam ponavlja leto za letom ene in iste drame in rečete, saj po novem letu bo boljše. In dobro veste, da po novem letu, ko se začne leto, nekako padete v stare vzorce, čeprav se za novo leto odločite, da zdaj bo pa vse drugače, in potem pristanete točno tam, kjer ste bili in rečete, samo da je konec tega leta, saj bo boljše. Jaz vem, da bo boljše. No in v glavnem, mogoče je res že čas, da se začnejo boljši časi za vse tiste, ki želite napredek. No in zaradi tega sem se odločila, da naredim šolo. Šolo, ko vam bom v enem letu pomagala, vas bom dobesedno držala za roko in vas bom peljala po procesu, ki sem ga jaz sama naredila v 30 letih, ta moja notranja transformacija. Ta program, to moje potovanje sem združila, nekako strnila v program enega leta. In kje bomo začeli? Začeli bomo januarja s temelji kreacije novega. To je prva zadeva. Se pravi, moramo vedeti, kam gremo. To je prva zadeva. Druga zadeva, naprej bomo šli po razstrupljanju misli in telesa in tukaj pa bomo imeli nekaj dela. Se pravi, to bo januar, februar. Februarja se bomo učili tudi skenirati energije, ampak tisto, kar vem, da boste takoj v prvih korakih pridobili, je to, kako zakrpati svojo ranjeno dušo, kar se tiče pomanjkanja pa strahu. Ker to dvoje, te dve čustvi oziroma strahova, ta dva strahova sta tista, ki te popolnoma sesujeta. No, danes sem govorila z eno gospo in ta gospa ima pač velike težave, finančne težave. Iz meseca v mesec se nekako prebijata z možem in ko že mislita, da sta majčkeno splezala na zeleno vejo, se nekaj pojavi, nekdo zboli, v glavnem vedno se nekaj kvačka okrog financ. In nenazadnje, vem, kako to izgleda, tam sem bila nekoč tudi sama, tako da vem, kako izgleda strah glede pomanjkanja in tako si želiš iti na boljše, pa nekako ne splavaš. In zdaj se pravi, zdaj pa kaj treba spremeniti? Temeljne vrednote. Če mi razumemo energetsko naše telo kot energetsko telo. To pomeni, da mi imamo na dnu hrbtenice kot bazen energije. In vsi ti strahovi, ki jih imamo, ki so povezani s tem, joj, upam, da bom imela zadosti denarja, joj, kaj pa če bo to, joj, kaj pa če bo to. To so temeljni strahovi, ki naredijo luknje v to energetsko posodo in ti vedno odteka na nek način energija. In tudi denar, nenazadnje, je energija. No in v glavnem, če mi želimo bolj živeti, je potrebno zakrpati čakre. Zdaj pa kako se bomo tega lotili, da dejansko drugače stojimo v tem svetu? No tukaj pa mogoče treba majčkeno pomoči. Prvo je treba pogruntati, kateri temeljni strahovi so in mogoče itak veste, katere strahove imate, ampak druga stvar je pa potrebno potem iti enega pa po enega od teh programov pač počistiti. No, zdaj pa, glede te šole sem se odločila, da bom šla preko kart, prehodu na vodovo in da vidimo nekaj sporočil. Kaj je tisto, kar je ta trenutek za vas najbolj pomembno? Kaj je tisto, kar vam sporoča stvarstvo? Vaše srce je tisto, ki določa, kaj se bo izražalo na vašem obrazu. Se pravi, vsa ta milina, vse tisto, kar vi nosite v srcu, se izraža tukaj preko obraza. Hkrati se pa odraža ali pa odslikava tudi vsi strahovi, vsa sploh skrb, jeza je tukaj noter. Kdor ima tukaj noter gube, pomeni, da je močno obremenjen s temi temeljnimi, kako bo, strah me je in jeza. No in to so tiste zadeve, ki nas pa potem zadržujejo, da ne moremo naprej. Naslednje sporočilo je zvoki in angelske sfere. Čas je, da bolj zaupate angelom in podpori stvarstva. Naslednje sporočilo je pa spet
Lepota vaše duše se izraža na vašem obrazu in na vašem telesu. No ja, jaz sem res prepričana v to, da se lepota res odraža na telesu, pa na duši, pa na obrazu. In ena stvar, kar recimo sama prakticiram, je vedenje, kako uporabljati vijolični žarek očiščenja. Vijolični žarek očiščenja ne očisti samo nizke energije, ampak očisti tudi gube. Dobesedno ti skuri vse tisto, kar ne paše v tvoje energetsko polje. Veste, kako je vijolični žarek očiščenja? Na isti način je kot ta lučka proti komarjem. Veste, ko jo prižgemo, ko enostavni komarji ne morejo več leteti. Ravno tako je moč vijoličnega žarka očiščenja. In ko to začnete prakticirati v svojem življenju, vam povem, da se začnejo dogajati čudeži. No in to vas bom učila pač v tej moji šoli, ker vas enostavno želim to naučiti. Vedenja, ki sem jih jaz pridobila, želim zdaj deliti naprej. Anica, dober večer, vesela sem, da smo na vezi. No, naslednja stvar, kar vas bom poučila, je pa vedenja o zdravi hrani. Pa načeloma vsi že vemo, ampak takrat, ko se pa zašteka naše zdravje, pa mogoče premalo vemo o zdravju, o hranilih, kako deluje celica, kako deluje celično razstrupljanje. V enem letu boste vi pridobili toliko znanja, da če boste želeli nekomu pomagati, mu boste lahko pomagali, predvsem pa greste za to, da znanja pridobite za sebe in za svojo družino, da svojim doma lahko pomagate, da veste, katere kombinacije potrebujete skupaj, da znate brati deklaracije, ne nazadnje, da ni, da nasedate določenim reklamam, pa ne znate niti razbrati, a je to dobro za vas, a je to naravna zadeva, a je umetna zadeva, ampak enostavno morate pridobiti znanja, da ste pismeni, tudi na področju vitaminov in predvsem na področju tega, kaj nam telo sporoča in česa mu manjka. Recimo, ženske, če imate celulit in zateklo telo, kaj tukaj gre narobe? Načeloma veste, greste v lekarno, kupite kremo proti celulitu in veste, da to ne deluje. Se pravi, je vzrok nekje drugje. Vam povem, kje je vzrok? Vzrok je v spolni čakri. Zdaj pa kako to spolno čakro zakrpati? Imam znanja in vedenja, da vam lahko pomagam. Hkrati pa deluje tudi ščitnica, ščitnični hormon in slabše delovanje ščitnične čakre. In pri celulitu ključna zadeva, in predvsem zakaj imamo ženske celulit, moški pa ne, povezano je s čakro tretjega očesa. In v glavnem, tukaj mi enostavno potrebujemo to. Nevenka, hvala, ne vam povem, Nevenka je že dalj časa moja stranka in je zadovoljna stranka, predvsem pa vidi, da kako se je stanje njene družine izboljšalo. Kaj ne, Nevenka? No, tako da v glavnem moramo razumeti, da recimo tudi hipofiza, ki pa odloča na to, kako bo celo hormonsko stanje delovalo, se zdaj moramo vprašati, s čim nahranimo hipofizo. In hipofiza je pa tista, ki vpliva na to, da se začne dobro tvorjenje vseh hormonov in predvsem hipofizo nahranimo z omega 3 in s C-vitaminom. To dvoje je najbolj pomembno pri tem, da dejansko vse skupaj začne delovati. Grem še na naslednjo karto. Lejte, ta karta je zdrava prehrana. Zdrava prehrana je moje telo je svetišče, ni smetišče. No, in tukaj smo pa zdaj pri ljubezni do sebe. Ker če imamo mi sebe radi, pomeni, da bomo v svoje telo dajali tisto, kar nam koristi. Če bomo mi sebe radi, bomo določenim ljudem, ki nam hodijo po glavi in kradejo energijo, zdaj modern izraz je to, da so to narcisi, lahko so to čustveni vampiri, v glavnem ljudje, ki se napajajo tudi na vaši nesreči ali pa vam privoščijo pač slabše delovanje, karkoli že, v glavnem vemo, da je tega v Sloveniji zadost, kako postaviti jasne meje. No in prav ljudje, ki težko zaznavajo, kje so njihove meje, imajo velike težave z zdravjem. To je sistem kuhane žabe. A veste, žaba v svojem naravnem okolju v vodi
In ko vodo začnejo segrevati, dejansko ta žaba ne zazna, da se segreva voda in na koncu se živa skuha. In če se vam dogaja, da skočite iz tega vrelega lonca šele takrat, ko ste že do tukaj, enostavno ne morete več, je čas, da začnete prej zaznavati, kaj občutim. In spet tukaj imamo ženske velike težave. A veste zakaj? Zaradi tega, ker ženske smo vzgojene, predvsem ženske, zapovedjo bodi tiho in potrpi. In bodi tiho in potrpi. In seveda, ker nismo programirane na to, da izražamo svoje čustva. Ker pri moških je vse en drugače, ker je bilo že od malega rečeno, kakšen dec pa si, boš pa ja povedal in tako naprej. Ženska, bodi tiho in potrpi. Malo stisni zobe, bo že boljš. In vemo, da dolgotrajno stiskanje zob pripelje samo do tega, da imaš tak obraz. Ko toliko stiskaš zobe. In je čas, zdaj pa, če pa začneš izražati svojo resnico, veste, kaj to pomeni? Ko izražaš svojo resnico, kar ni, da tolčeš po ostalih, ampak rečeš, v tej situaciji se jaz počutam na ta in ta način. Se pravi, ko mi izražamo zdravo svoja čustva, takrat smo tudi slišane. No in v tej šoli vas bom učila komunikacije, pa ne samo tega izražanja, kar sem vam zdajle povedala, ampak prepoznavanje različnih karakterjev. Razumeti moramo, da različni karakteri različno komuniciramo. In to je za moje pojme zelo pomembno znanje, saj zame osebno, in sem prepričana, da je v družini bolj enostavno, če imate ta znanja in predvsem lažje boste funkcionirali tudi v službi, če boste imeli znanja komuniciranja. Nenazadnje, poglejte, mnogim sem že pomagala do tega, da so prišli do svoje nove službe, prav na podlagi tega, ker so se naučili veščin nove komunikacije. In vam povem, da ko usvojimo neka znanja, takrat se dejansko začnejo dogajati stvari, grejo v ta pravo smer. Gremo še na kakšno pozitivno sporočilo. Se pravi, šola zavestnega ustvarjanja na moji spletni strani srečnoživljenje.com dobite povezavo in vam bom delila pol spodaj v komentarju še povezavo. In v glavnem šola, ki bo potekala celo leto 2023 in v tem celem letu vas bom naučila znanja, vedenja, ki so meni pomagala, da sem danes tukaj, kjer sem, da lahko rečem, da ja, živim zadovoljno življenje, ne bom rekla, da je idealno, ampak ja, ne bi pa zamenjala, ne bi šla nazaj in ni mi žal za eno stvar, ki sem jo naredila v življenju. No, gremo še eno sporočilo, je pa modrost. Čas je, da se modrost vaše duše izrazi preko vašega delovanja. V kar sem prepričana je to, da vsak izmed nas je prišel na ta svet opremljen z talenti. In te talenti so njegove orodje za preživetje. In če bi vsak izmed nas vzel samo svoj talent in ga ponudil kot pomoč drugim ljudem, verjemite mi, da bi bili zadosti plačani, da lahko preživite. Ampak spet, ker smo programirani na to, ne moramo biti srečni, da dobimo neke drobtince, da bi bilo lahko še slabše kot je, pristajamo tudi na službe, kjer pač določeni ljudje zelo slabo zaslužijo. Nenazadnje, tudi tam sem bila jaz. Bila sem v službi, vsak dan sem delala po 8 ur, za zapahi, dobesedno za ograjo. Delala sem, no, zapahi ni ta prava beseda, ampak za ograjo. Delala sem v Domelu, v Železnikih in točno vem, kako izgleda delati od 6 do 2, od 7 do 3. Ja, točno vem, kako to izgleda in točno vem, kako je, ko se začneš postavljati na svoje noge in sploh kako je, ko svoj talent spremeniš v produkt in s tem produktom pomagaš drugim ljudem bolj živeti. In nenazadnje, zadnjič je ena gospa rekla, da je na podlagi tega, kar piše v knjigi Ko imajo hormoni žur, shujšala 25 kilogramov. Ena druga gospa je samo s temi nasveti, ki pišejo v knjigi Ko imajo hormoni žur, shujšala 72 kilogramov. In v tekom šole ta del hujšanja in preoblikovanje
telesa bomo šli v aprilu, zato ker mi ni smiselno, da se zdajle januarja lotimo tega, ampak bomo do aprila predelali toliko svojo podzavest, da bo v bistvu samo še ta zdrava hrana nadgradnja in dejansko se boste spravili v tisto formo do poletja, v kateri želite biti. In zato sem tako naredila ta program šole, ne da bomo zdajle z januarjem začeli s hujšanjem, ampak bomo začeli z ljubeznijo do sebe. In potem z razstrupljanjem in potem bomo šele šli na hrano, pa na glikemični indeks in kombinacija živil in zdaj še to. Tisti, ki boste v moji šoli, vas bom spremljala pri vašem napredku. Spremljala vas bom pri tem, da boste delali korake in kdor vzame naprednik paket, tisti imate pa še dejansko vključeno noter osebni posvet pri meni vsak mesec. 1 uro k meni preko interneta ali pa osebno in res se veselim tega, ker vem, da tisti, ki se boste odločili, da želite iti naprej, boste v tem letu naredili tak premik, ja, kot sem ga jaz naredila dejansko v 30 letih. Ena gospa me je vprašala, če je to možno tako hitro narediti te korake. Ja, je možno, zato ker itak moje življenje ni šlo premočrtno, ampak je šlo malo naprej, pa malo nazaj, pa 2 koraka naprej, pa enega nazaj, ali pa 2 nazaj. In vmes odkrivaš nova znanja in se učiš in pridobivaš znanja. Dejansko tukaj boste pa dobili gradivo, pridobili boste vse to in mentorstvo, se pravi tudi webinarje, posnetke in predvsem skupnost, ki vas podpira. Tako da jaz se veselim tega. A gremo še pogledat, jaz zelo rada berem sporočila preko kart. Jaz imam tukaj še Oshotove karte, pa da vidimo 3 sporočila, kaj je za vse tiste, ki mogoče je čas, da naredite notranjo transformacijo. Ker veste to, seveda veste, ampak vseeno samo spomnim. Isti gen, ki je prisoten pri gosenici, da se iz te bube oziroma iz te gosenice, potem ko se v bubi začne dogajati sta juha celic, je prisoten tudi v človeškem srcu. In dejansko vsi te ljudje, ki delamo notranjo nadgradnjo, to transformacijo, gen, ki se aktivira v našem srcu, dobesedno postajamo bolj lahkotni. Kot, veste, metul, da nastane, se mora razgraditi na nek način gosenica in se transformirati in nastane metul. To je isto živo bitje in dejansko se vam bo zgodilo, jaz sem prepričana, isto, kar se me je zgodilo. Jaz sem srečala nekoč, pač bilo je neko snemanje, srečam enega gospoda, s katerim sem sodelovala 30 let nazaj, dolgo nazaj. V glavnem, in on pride pa reče dober dan, pa jaz mu dam roko, sem rekla, živjo. In reče, gospa, jaz vas ne poznam. Sem rekla, pa jaz sem Minka. Rekel, jaz poznam samo eno Minko in to niste vi. Sem rekla, ja, pa sem. To sem jaz. Pa se usede pa reče, kaj pa dela tvoj mož s tabo? Sem rekla, nič, sem se ločila. To zdaj ne pomeni, da se boste vi ločili, ampak da boste naredili transformacijo. Je rekel, ne. Tista Minka, ki jo jaz poznam, ona se ne bi ločila. In jaz to vem. Takrat sem bila na tisti stopnji, ko sem bila pripravljena narediti vse za to, da bi nekako funkcionirali. In ko sem začela graditi ljubezen do sebe, nekaj se je spremenilo. Zdaj to je naloga moje duše, zdaj ne se bati, zdaj sem pa jaz ločila. Ne. A še to. Program je preko interneta, program šole zavestnega ustvarjanja. In kaj to pomeni? To pomeni, da lahko v tem programu sodelujeta oba z možem za ceno enega. In če ste pametni, dajte moža, partnerja, potegniti zraven in začnite skupaj delati transformacijo, ker vidim, kako pomagam parom, ki so, veste, včasih grejo poti takole, ko se spet združita, ko začneta iti v isto smer. Jaz res toliko uživam, ko vidim pare, ko se povežejo na čisto novi vibraciji. A gremo še na 3 sporočila, pa da vidimo, kaj bo tale šola za vse tiste, ki želite narediti notranji preporod. In ta zadnja karta je prišla. Prišli boste do celovitosti. Yin, yang, ravnovesje. Do tega boste prišli.
In kaj boste opuščali? Opuščali boste notranji prepih v glavi, opuščali boste potrebo po boju in res je, da je prišla tale karta žalobnosti, ampak ta karta ni slaba. Ta karta je povezana s Budom. In Buda, ko je umrl, vedno prej, ko je bil še živ, je govoril o tem drevesu razsvetljenja, o tem, ko si v popolnem ravnovesju. In njegov, mislim, da je bratranec, je bil njegov tesen sodelavec. In vedno, ko je Buda govoril o tem, Buda, Siddharta, govoril o tem razsvetljenju, je imel občutek, da je on svetlobna leta daleč. In ko je Buda umrl, je on šel v to samo, v žalobnost, se pravi, občutil je svoja resnična čustva in doživel razsvetljenje. In to je tisto, kar boste sigurno pridobili, je ta notranji steber, notranji mir, kar pa vemo, nenazadnje spet govorim iz svojih izkušenj, vem, kako je bilo, ko sem bila jaz cela prestrašena, tudi v jezi, v zameri in tako naprej. In ko sem opustila ta nizka čustva, se je meni začelo dogajati čisto drugo obdobje, čisto nova dimenzija. In verjamem, da vam lahko pomagam pri tem. Tako da spodaj vam bom dala povezavo, v glavnem uživajte, to je danes kratko javljanje v živo in veselim se našega naslednjega srečanja. Bom v teh dneh vam še kakšno stvar razložila, tako da bodite pozorni, predvsem pa vabljeni na moj YouTube kanal, kjer imam absolutno več vsebin v tej smeri, tudi posnetka, kjer lahko marsikaj še zveste. Tako da lepo se imejte, uživajte in predvsem lep večer.